Sneguljčica in 7 palčkov. Gledali ste. Pred davnimi časi je za 9 gorami in 9 vodami živela prijazna in ljubezniva deklica po imenu Sneguljčica. Zrcalce, zrcalce na steni povej, katera najlepša v deželi je tej? Veličastna kraljica je lepa, a mala Sneguljčica je zdaj lepša od nje. Kaj? Je jezno vprašala kraljica. Kraljica je ukazala svojim služabnikom, naj ji pripeljejo lovca. Zate imam pomembno nalogo. Mu je rekla. Sneguljčico moraš peljati v gozd in jo ubiti. Za nagrado ti bom dala zajetno vrečo zlatnikov. In zdaj sledi. Medtem je Sneguljčica dojela, da je ostala sama. Le kaj se je zgodilo z lovcem? Upam, da je z njim vse v redu. Je rekla zaskrbljeno. Kaj bom pa zdaj? Nikoli še nisem bila tako globoko v gozdu. Kako naj pridem nazaj? Sneguljčica je opazila majhno stezico in se odločila, da ji bo sledila. Gozd je postal še gostejši ter temnejši in Sneguljčico je bilo strah. Ampak preden jo je strah popolnoma prevzel, se je gozd odprl pred njo. Pred sabo je zagledala majhno jaso, sredi katere je stala ljubka hišica. Končno! Očitno nekdo živi v gozdu. Le kdo bi to lahko bil? Iz radovednosti je Sneguljčica najprej potrkala na vrata, nato pa tiho vstopila. Morda so šli po vodo. Je rekla Sneguljčica in se odločila počakati na gostitelje. Kakšen nered je tukaj? Je zgroženo vzkliknila, ko je videla vso kramo v hiši. Umazana posoda, povsod ležijo oblačila, vse je prašno. Sneguljčica se je namrščila in zmajala z glavo. Že vem, vse jim bom pospravila. Potem mi bodo morda dovolili prenočiti pri njih. Sneguljčica je bila marljiva in spretna, zato je zelo hitro vse pospravila. Medtem si je prepevala in pri tem so se ji pridružile ptice, zajčki in druge živali. Čez nekaj časa so v tiho in čisto hišo prišli lastniki. Bili so palčki, 7 palčkov. Kaj je to? Se je spraševal eden. Zakaj je hiša tako čista? Je bil zelo sumničav. Nekdo je bil v naši hiši. Je bil zgrožen drugi palček. Vsi so pohiteli v spalnico, da bi videli, v kakšnem stanju je. In tam so imeli res kaj za videti, čudovito črnolasko, ki je spala v njihovih posteljah. Zbudi se, vsiljivka! Je zakričal palček po imenu Godrnjavček. Zbudi se in pojasni, kaj počneš tukaj! Je ukazal. Sneguljčica si je pomela oči in se jim prijazno nasmehnila. Vi torej živite tukaj? Potem so se predstavili. Nikamor ne morem iti. Bi lahko nekaj časa živela z vami? V zameno vam bom prala, kuhala in čistila. Saj ni kaj za čistiti. Je zagodrnjal Godrnjavček. Všeč mi je, kako diši ta čista srajca. Je rekel palček, ki so ga vsi klicali Veselko. In tako so palčki dovolili Sneguljčici ostati. Z veseljem jim je kuhala slastne jedi, potem pa jih je nekega dne vprašala. Kaj pa vi, ali znate kaj skuhati? Godrnjavček speče najboljše palačinke na svetu. Je vzkliknil Veselko. Godrnjavček, ki ga Sneguljčica še vedno ni očarala, je Veselka ostro pogledal, ampak bilo je že prepozno. Potem pa je Godrnjavček zadolžen za nocojšnjo sladico. Ponavadi čemeren palček se je nejevoljno odpravil na delo in si pri tem ves čas mrmral. Pa zmeraj mene določajo, da moram jaz delati. Pa zakaj vedno jaz? Pa zdaj bi lahko tudi kdo drug kaj naredil. Ampak Sneguljčica je stala ob njem, iskreno radovedna, ter opazovala vsak korak priprave palačink in komaj čakala, da jih pokusi. Njam, to je najokusnejša palačinka, ki sem jo kdaj jedla. In tako je Sneguljčica sčasoma prirasla Godrnjavčku k srcu. Vsak dan se je Sneguljčica poslovila od palčkov, ko so šli na delo, ter prinesla red in čistočo v njihov dom. A kljub temu je znala biti stroga. Zdaj, ko sem vse pospravila, boste morali začeti pomagati pri hišnih opravilih. Vsak bo imel svojo nalogo in tako nam ne bo treba živeti v neredu. Ne vem za vas, ampak meni je všeč, da je Sneguljčica tukaj. Je nekega dne rekel Veselko, ko so odšli na delo. Meni tudi! So zamrmrali drugi palčki, celo Godrnjavček.
Tudi Sneguljčica je bila zadovoljna. Pridelovala je raznovrstno zelenjavo in se veselila vsakega korenja in čebule, ki jo je pobrala. Tako, palčki me bodo morda presenetili z okusno zelenjavno juho. Prala je njihova oblačila, brisala prah in ob vsem tem prepevala in poplesavala. Se tudi vam zdijo ti palčki prijetni? Je vprašala ptice, ki so pritrdilno začivkale. Medtem se je v oddaljenem gradu Sneguljčičina mačeha odločila obnoviti zlomljeno zrcalo, da bi slišala besede, ki jih je hotela slišati, da je najlepša v vsej deželi. Zrcalce, zrcalce na steni, povej, katera najlepša v deželi je tej? Je vprašala kraljica. Vi ste lepi, visočanstvo, ampak Sneguljčica je še vedno najlepša. Je reklo zrcalo. Kraljičin bes ni poznal meja. Nebo se je ponovno razbesnelo, bliskalo se je in grmelo, veter je lomil drevesa. Bom že pokazala temu lažnivemu lovcu! Je zakričala kraljica. Najprej se moram z lastnimi rokami rešiti tega predrznega dekleta. Se res ne morem na nikogar več zanesti? Je zavzdihnila zlobnica. Preoblekla se bom v staro gospo. Nesla ji bom zastrupljeno jabolko. Ko bo zagrizla van, bo zavedno zaspala. Se je odločila kraljica. Vedno je čutila usmiljenje do nemočnih bitij, ubogo dekle. To jo bo pokopalo. In tako se je čudovita vitka čarovnica preobrazila v staro gospo z grbo. Bradavica na njenem nosu je bila edina stvar, zaradi katere bi lahko nekdo, ki ni tako naiven kot Sneguljčica, posumil, da je čarovnica. Se nadaljuje.